Pozdravljeni, moje ime je Sabina. Danes se vam javljam iz tega čudovitega gozda. Je sončen decembrski dan. Odločila sem se, da vam posnamem en kratek video o mislih, ker vaše misli ustvarjajo vaše življenje. Vendar vi niste vaše misli, vi lahko svoje misli opazujete. Večina ljudi ima v glavi hrup, polno glavo misli. Je možno živeti brez misli? Seveda je. Samo to je veščina. To se moramo naučiti. Ker tako sem rekla, mi nismo misli. Mi smo tisti, ki opazuje svoje misli. Mi smo absolutna čista zavest. In zdaj, če zaprete oči in pod vekami pogledate levo, desno, navzgor, navzdol, kdo sem jaz? Zdaj telo, ko ste zaprli oči, se nista kar izklopila. Vi ste absolutna zavest. S tem ste v trenutku mira, v trenutku zdaj, povezani z energijo, z izvorom. To ste vi. Zdaj, da misli, ko sem jaz na začetku poslušala razne učitelje in sem samo slišala, spremeni negativne misli v pozitivne. Kako naj z nizko vibracijo spremenim misel in se dobro počutim, če se počutim slabo? Danes razumem in vem, da obstajajo tehnike, na katere lahko spremeniš svoje razmišljanje. Ampak, če si ti na nizki vibraciji, ne moreš skočiti takoj na visoko vibracijo pozitivno. Tako v bloku iz 1. nadstropja ne moreš skočiti v 9. nadstropje. Moreš iti ali po stopnicah ali z dvigalom. In zato vam bom danes povedala 3 načine, verjetno jih je še več, ki so meni koristili in pomagali. Prvi način je metoda 17 sekund. Negativna misel, ki jo imate, recimo, kje je moj otrok danes, da se mu ni kaj zgodilo. Zavedajte se te misli in začnete takoj metodo 17 sekund, kar pomeni. Začnete odštevati sekunde navzdol. Reče stop, stop, stop. To je negativno. 17, 16, 15, 14 in tako do nič sekund. Nato zamenjajte misel in si rečite, joj, kako bo lepo, ko pride otrok domov, bova se skupaj igrala, povedal mi bo, kako se ima super v šoli in verjemite, da boste zamenjali to misel. Kajti 17 sekund, če vi negativno misel mislite 17 sekund, po 17 sekundah se bo na njo prilepila nova negativna misel. Pa da ga ni avto zbil in potem spet nova negativna misel. In po 68 sekundah naše misli začnejo manifestirati. Da, tako moč imate, ker ste čista, absolutna zavest in lahko manifestirate. Zato morate te misli čim prej ustaviti in jih zamenjati s pozitivnimi. Kajti v začetku, ko ste res negativni, ko ste res v nemoči, to je najnižje čustvo. Temu čustvu sledi žalost. Žalost je že višje čustvo kot nemoč, ampak še vedno negativno čustvo. In vi morate žalost predelati. Če je to par dni, mesec, potem morate to spustiti. Kak je več, je že problem. Za žalostjo je jeza. Jeza je sicer višje čustvo kot žalost, pa nemoč, še vedno negativno, ampak takrat že razmišljaš, sem pa vseeno zmožen nekaj narediti, ker pri nemoči imaš občutek, da ne moreš čisto nič narediti, torej si v vlogi žrtve, ne kreatorja. In vaše misli vam potem ustvarjajo vaše življenje. Drugi način je, da se vprašate, kaj mi ta misel koristi? Vem, kaj delam sebi? In že ko se vprašate, ozavestite. Vidite skozi iluzijo, da je vse skupaj iluzija. In rečem, ali pa si rečeš,
ne bom se zdaj ukvarjala s temi mislimi. Kasneje, verjemite, kasneje se iste misli ne bojo povrnile, ker ste vi opazovalec teh misli. Potem imate pa še tretji način. Tretji način je pa meditativne vaje. Sedete se, zaprete oči in čakate prvo misel. Verjemite, ponavadi dolgo traja, da pride prva misel. In potem se tudi vprašate, kako mi ta misel koristi. In takrat, ko ste tako v tem mislih, ste v praznem prostoru in s tem se povežete z izvorom. To ste vi, čista, absolutna zavest. Moram vam pa nekaj zaupati, da če ste v sedanjem trenutku, ne morete imeti negativnih misli. Vaše misli so lahko samo pozitivne. Se da živeti brez misli, brez hrupa v glavi? Da se živeti. Ampak samo trening in vaja. Kajti v današnjem svetu je negativnost nekaj normalnega. In kar je recimo v eni kulturi normalno sprejemljivo, v drugi kulturi ni. Ampak takšen je ta naš svet. Zavedajte pa se, da je vaše naravno stanje radost, ljubezen, vitalnost, zdravje. In k temu morate težiti. Vi zjutraj ne veste, kakšen dan, kaj se bo vse dogajalo tisti dan. Ampak zavedajte se nekaj, da vse se dogaja v vaše najvišje dobro. In da se življenje ne dogaja vam, ampak življenje se dogaja tako, kot ga vi gledate. Dosti je različnih kotov gledanja na določeni dogodek. In z katerega kota boste gledali, takšne bojo vaše misli in takšno bo vaše življenje. Kajti glede na to, ali se boste odločili, ali se bom rajši ukvarjal z sosedi, z politiko, ali se bom ukvarjal sam s sabo, z svojimi mislimi. Ker ko se boste ukvarjali z svojimi mislimi, jih spreminjali v pozitivne, verjemite, tudi vaše življenje okoli vas bo pozitivno. Vsi dogodki, čeprav mogoče v tistem trenutku ne boste razumeli določenega dogodka, vidite, vse je v najvišje dobro vas. Zavedali se boste tega mogoče čez en teden, čez 14 dni, čez 3 mesece, poglej, pa je vseeno bilo to v moje najvišje dobro. Ker recimo, lahko se vam zgodi na cesti gumi defekt. Joj, zakaj je to meni? Ampak pomislite, vi se morate tam ustaviti, zamenjati gumo ali poklicati vlečno službo, karkoli. Kaj, če ste bili zaščiteni in bi morda čez naslednjih 10 križišč bili udeleženi v veliki prometni nesreči, ker bi bile posledice večje. Zato vedno se vse dogaja v vaše najvišje dobro. Tako razmišljajte. In vidite, življenje je čudovito. Čudovito okolje in točno takšno je, ko si ga sami naredite. Želim vam vse dobro in lepo se imejte do prihodnjič. Pozdravljeni.